my boss queen, kako si? Dobrodošla na kanalu, kjer se naučiš, kako spremeniti tvoj hobi v resen posel. Vse od izdelovanja nohtov, marketinga in mindseta. Pripravi si zvezek, pripravi si svinčnik, ker vse veš, kaj pravijo, pametni pišejo. V današnjem videu se bomo lotili strategije črnega petka. V času akcije črnega petka lahko pričakuješ rast prodaje od 50% pa vse do 450%. Če imaš seveda pravo strategijo in plan. Za izpeljavo dobre strategije črnega petka, dobre akcije, potrebuješ znanje, strategijo in dobro načrtovanje. Zato sem ti danes pripravila 6 korakov, strateških korakov, s katerimi boš dosegla najbolj donosen črni petek v zgodovini tvojega salona. In počakaj do konca, kjer imam zate presenečenje, s katerim boš prišla hitreje do današnjega cilja. In smo prišli do prvega koraka. Prvi korak. Najprej anketiraj svoje sledilce. Instagram je super orodje, kjer lahko anketiranje izvedeš, na Facebooku je pa prav tako opcija, ko delaš objavo, imaš čist spodaj možnost, priredi sejo z vprašanji in odgovori. Vprašaj jih, ali naj bo v akciji storitev, ali naj bo vrednostni bon, ali naj bo 2+1, ali naj bo kakšen produkt. Naprimer, vprašaj jih, kaj bi si želela, da je v akciji črnega petka. Imaš opcijo, pa jim daš opcijo storitev, pa darilni bon. Potem lahko nadaljuješ z naslednjim vprašanjem in sicer, katera storitev naj bo znižana in jim zdaj naštej storitve, ki jih imaš ti v svojem salonu. 4 storitve na Instagramu lahko daš 4 storitve, 4 opcije, nega nohtov, podaljševanje trepalnic, nega obraza recimo. In potem nadaljuješ lahko še z enim vprašanjem in sicer jih vprašaš, kateri VIP paket storitev bi izbrala na dan črnega petka. In jim daj opcije, nega rok plus nog, podaljševanje trepalnic plus podaljševanje nohtov, maderoterapija plus recepti ali pa nega plus kolagen. In še daj jim opcijo, napiši jim zgoraj, noben odgovor ni napačen. In tako boš dobila odgovore, kaj lahko daš v ponudbo. Drugi korak. Zdaj se odločiš, kaj boš ponudila na dan črnega petka. Razmisli. Naj ti bodo odgovori, ki si jih dobila v prvem koraku, v pomoč. Tako da razmisli zdaj, ali boš dala storitev v akcijo, ali boš dala kakšen produkt v akcijo, odvisno, kaj imaš v salonu. Lahko se odloči za najbolj prodajno storitev, lahko se pa odloči za najbolj donosno storitev. Obe sta v redu. Razmisli, če imaš kakšen produkt, ki ga lahko daš v ponudbo, oziroma če mogoče imaš kakšno stvar, ki se želi znebiti zaloge. Najbolj glavna stvar pa je, pazi, da si ne greš v minus. Ni cilj, da ogromno prodaš, ampak je cilj, da ogromno zaslužiš. Primer, naredi limited edition VIP ponudbo. Sestavi paket, ki ga do sedaj še nisi imela. Ta paket naj bo v omejenih količinah. Vedno pa, ko sestavljaš te pakete, razmisli, kaj si tvoja stranka želi, kaj tvoja idealna stranka potrebuje. Naprimer, ena super ideja. Če delaš maderoterapijo, ji lahko daš maderoterapijo plus paket kolagena, ker vemo, paket kolagena, vitamin C, ker vemo, da vitamin C je kofaktor kolagena in več kot imamo kolagena v telesu, lepša je naša koža. Potem mi lahko zraven ponudiš zdrave recepte in pa še vadbeni program v bližnjem vadbenem centru. To je res limited edition ponudba, paket,
kjer ga ni nikjer drugje na trgu, zato se boš s tem tudi razlikovala od konkurence. Smo že pri tretjem koraku. Najbolj priljubljena izbira iz strani kupcev je definitivno velik popust. Po statističnih analizah je jasno, da pričakujejo na dan črnega petka popust v višini od 30 do 60%. In ja, včasih pri storitvah si takšnega popusta pač preprosto ne moremo privoščiti. Zato razmisli raje, kakšno kombinacijo različnih storitev, kot sem že prej v koraku 2 povedala, lahko narediš, ali pa kombinacija storitev plus produkt. Če se ti računsko izide, naredi ponudbo 2+1. Naj plačajo 2 storitvi in eno dobi gratis. Ob nakupu izročiš 3 darilne bone. Če darilnih bonov nimaš, kar se mogoče ti to lahko tudi zgodi, ji pošlji potrdilo o nakupu na mail. Še bolj preprosto in bolj zanesljivo za stranko pa je naredi darilni bon v programu Canva in te darilne bone potem pošlji preko maila. Link za Canvo, za moj najljubši program, definitivno, sem ti pripela spodaj, tako da takoj začni z delom. Pa še brezplačno je, če še nisem povedala. Pri akciji črnega petka se lahko tudi odločiš, da boš namesto popusta dala darilo. To sem tudi že omenila. Ob nakupu, na primer podaljševanja nohtov, ji lahko da zraven še kremo za roke, recimo. In jo bomo tako hitreje prepričali za nakup. Nikar pa ne podlegaj pritiskom zniževanja cen. Ampak raj naredi kombinacijo različnih storitev ali produktov, ki bodo profitabilni za tvoje podjetje. Če imaš v ponudbi artikle, ji lahko ponudiš tudi potem poštnino gratis, ali pa lahko tudi dejansko darilne bone pošiljaš po pošti in tudi lahko hkrati ponudiš še brezplačno poštnino. In smo že pri koraku 4. Zanima me, ali imaš spletno stran, imaš urejeno Facebook in Instagram trgovino, imaš prodajno stran, karkoli. Vkolikor se odločiš, da boš prodajala, da boš imela v akciji samo eno storitev, potem ti definitivno predlagam, da si narediš prodajno landing stran. To pa zato, da stranke niso zmedene, ker če imamo celotno ponudbo, ona potem več ne ve, kaj naj se odloči, kaj naj izbere, in potem na koncu, kaj se zgodi, ne izbere ničesar. Zato je pri grajenju landing strani, prodajne strani, zelo pomemben tudi vrstni red besedila. Da stranko pripelješ skozi odločitveni proces, in sicer, da spozna produkt, da jo mi prepričamo in potem, da se ona na koncu tudi dejansko odloči za sam nakup. O 13 korakih pravilne gradnje prodajne strani govorim v programu Nailboss Marketing. In če te bo zanimalo več, sem spodaj pripela povezavo do moje prodajne strani Nailboss Marketing. Če pa prodajne strani nimaš in nimaš niti spletne strani in se ti to zdi tako, oh my god, to je ful pretežko, poleg tega, če se boš priključila Nailboss Marketingu, tam boš dobila točno napisano, točno vse, kaj mora vsebovati prodajna stran. Hkrati ti toplo priporočam program MailerLite. Tudi to povezavo ti bom dala spodaj, s katerim lahko pač brezplačno narediš prodajno stran, tudi dejansko imaš lahko spletno stran in hkrati je pa to tudi vrhunski program potem za pošiljanje mailov. Živjo, ja, ne gre vedno vse po planih, zato mi videa ni shranilo, ko sem snemala v salonu, tako da nič snemam zdaj kar od doma. In sicer smo ostali pri 5. koraku. 5. korak je, ja, potrebno je tudi pripraviti seveda grafično podobo. Jaz definitivno uporabljam za vso grafiko Canvo. In sicer, kaj potrebuješ? Potrebuješ imeti slike za na feed, za na story, za tvojo prodajno stran oziroma za spletno stran, potem za Facebook, za naslovko,
moraš imeti slikan ta svoj produkt oziroma to tvojo storitev in hkrati potrebuješ pa tudi video. Ja, vem, da mogoče enim je to zelo težko, da se izpostavijo in da se snemajo, ampak kljub temu, hitrejše, ko boš to naredila, boš bo zate. Samo na začetku je hudo, pa nikoli ni perfekt, tako da, nimaš nič za izgubiti, Tako da loti se tega, zdaj pa ja, če je pa res trema ful prevelika, potem pa ti predlagam, da narediš samo video z procesom, kako si izdelala, kako izdeluješ to storitev. Tako da na koncu potrebuješ, če imaš en mesec še časa za to, potrebuješ 30 objav, 30 fotk za objave, vsaj 30 storijev, grafike ali pa vsaj scenarija, da veš, kaj boš govorila skozi celoten mesec. Potem potrebuješ naslovko za video, sliko za na Facebook in seveda slike, ki so potem za tvojo prodajno stran. Zate, kot sem že rekla, imam presenečenje in sicer pripravila sem ti celoten scenarij objav, to se pravi, po dnevih boš točno vedela, kaj moraš, kaj je pač ideja za objave. Tako da sem ti pripravila po dnevih in hkrati sem ti tudi po dnevih pripravila plan dela. To se pravi, da imaš za vsak dan točno napisan, kaj boš delala. A boš delala, a je danes čas za grafike, je danes čas za prodajno stran, a je danes čas, da, ne vem, zbereš mnenja o tej storitvi, katero si ponudila, da narediš mogoče darilne bone, pač več je teh stvari, za vsak dan posebej imaš točno določen, da točno veš, kaj moraš narediti. Kot sem že rekla, link za Canvo je spodaj in to moje presenečenje te tu čaka v PDF obliki in je tu spodaj in si ga lahko zlodaš dol. In zdaj smo že pri 6. koraku. Kaj je 6. korak? 6. korak je eden tistih korakov, ki bi bilo super, da ga delamo že skozi celo leto. In to je mailing lista. Mailing lista je najbolj pomembna stvar v našem poslu. To je naša nepremičnina in, Facebook ali pa Instagram nam lahko čez noč izgine ali udrejo ali ga pač ni, se spomnimo 8-urnega blackouta na socialnih omrežjih. Tako da ja, potrebno je graditi svojo e-mail bazo. Zdaj, če tega nimaš, je pač preslej čas, da se tega lotiš, In zdaj, če imaš še en mesec časa, potem je imaš še čas, V glavnem, v vsakem primeru se tega loti čim prej, jaz pravim kar takoj. Kako se tega lotiš? Vedno moramo dati neko vabo. Ponavadi je ta vaba ali e-knjiga z uporabnimi nasveti, lahko je tudi posnetek, videoposnetek nečesa, recimo masaža obraza, lifting obraza in tako naprej. In to e-knjigo sem jaz izdelala tudi v Canvi in tudi to imamo v sami, kot sem že rekla, imamo knjižnico webinarjev, kjer je video, 2-urni video, vse marketinške strategije o črnem petku in tam imamo tudi potem že v bistvu to notri. E-knjigo sem že pripravila vnaprej, to se pravi dizajn, grafično podobo sem pripravila vnaprej, tako da, ko imaš ti to pripravljeno, ti je ful hitrejše to napišeš, Jaz sem dejansko po tej predlogi napisala v 4 urah e-knjigo. To se pravi, dejansko sem, seveda, vnesla sem svoje znanje v to e-knjigo in verjamem, da to znanje imamo vsi. Vse smo si unikatne in vse smo neko znanje pridobivali skozi leta in sigurno nekaj znaš. To ni knjiga, ki jo ti pišeš na 100 straneh, 200 straneh, ampak to je neki uporabni triki, hitri uporabni triki, ker tudi stranke vemo, da se jim ne da to brati v neke romane, neke trike, 15-10 trikov, 5 trikov, ne dolgoveziti, ne ful overthinkati, ful razmišljati, kaj bi. Lahko je to, ne vem, kako se naredijo domači peelingi za roke, kako se naredijo maske za obraz, pa ne mislim te, maske za nego kožo, kako se dela masaža obraza, če imaš znanje iz zdrave prehrane, kako se naredijo
neki hitri recepti, kako se naličiti, kako se hitro naličiti, kako izbrati kozmetične artikle v trgovini, na kaj moramo paziti in tako naprej. E-knjiga definitivno mora ponuditi nekaj več, to se pravi nekaj, kar bo stranka z veseljem prebrala in kar tvoja idealna stranka dejansko potrebuje. Tako da v prvi vrsti moraš razmisliti, ali moja idealna stranka to potrebuje. Okay? In evo, prišli smo skozi vseh 6 korakov, vse povezave ti bom dala dol. V glavnem objava, akcijski plan imaš spodaj. Od Canve, mail alerta, lighta, imaš spodaj povezavo do Nervos marketinga, če te zanima samo marketinški del, imamo tam, to se pravi, to je za vse storitvene dejavnosti, ali pa mogoče knjižnica webinarjev za nohne stilistke, kjer imaš notri več kot 23 različnih webinarjev, ki ti pomagajo pri tvojem poslu. To se pravi, ko spreminjamo hobi, v profitabilen posel. Imejte se lepo, ne pozabi deliti videa, če se ti je zdela ta vsebina uporabna in bi lahko koristila še komu drugemu. Če imaš kakšno vprašanje, mi ga napiši spodaj ali lahko se družimo potem tudi na Instagramu, Nina Ih Hribar. Vedno, če se le da, seveda odgovorim na vprašanja. Če pa pozabam, kar se tudi včasih zgodi, mi pa kar še enkrat napišite. Imejte se lepo in se vidimo naslednji teden, naslednjo sredo, ko bomo delali, o čem gre? Govorila bom o alergijah, zakaj se pojavijo alergije, kako se rešimo alergij, če se jih sploh rešimo in kakšen je naš proces v samem salonu, ki ga imamo, če stranka pride z alergično reakcijo in načeloma je to do sedaj pomagalo. Tako da delila bom skrivnosti, insajderske skrivnosti, kako se znebimo alergije in kako nastane. Tako da vidimo se naslednjo sredo. Čau!